Danes smo v hangarju letalske policijske enote in z nami je Tanja Novak. Živijo. Zdravo. Ste pilotka. Tako, koliko let že? Tle v letalski policijski bo zdaj 19 let. 19 let. Ja. V teh 19 letih torej ste leteli že kar nekajkrat. In kater polet vam je mogoče do zdaj najbolj ostal v spominu? Vprašanje. Vsak polet je malo za sebe. So poleti, ki se jih spomniš z nekaj dobrega, recimo z kakih reševanj, ker si zapomniš, ne vem, mogoče obraze ljudi, ki so veseli, ki si jim pomagal. So tudi leti, ki so kakšne slabe izkušnje, mogoče kakšna tehnična težava, v bistvu ti vsak na nek način ostane. So pa tudi, seveda, vseh si pa nikakor ne moreš zapomniti. Zdaj v zadnjem času je bilo tako ali tako reševanje na poplavah, tako da to je bila neka posebna izkušnja, ki jo bomo zelo težko vsi pozabili. Sicer na koncu lepa, z lepim razpletom, ampak tisto občutek, ki si preletel tam, ki si videl ljudi v stiski, prestrašene obraze v helikopterju, tistim res pomagati, tako da to bo kar težko pozabiti. Ja, je pa vsak let, pač zaradi kaj dobrega, zaradi kaj slabega ti ostane v spominu. Ja. Ja, letošnje poletje je res, mislim, da cela Slovenija spremljala vaše delo, vsi smo navijali za vas, če tako rečemo. Ampak sicer pa mogoče niti ne vemo, kaj točno počnete v letalski policijski enoti. Torej, rešujete ljudi v primeru recimo naravnih nesreč. Kaj pa še sicer? Ja, zdaj zadnji 2 leti sta bili res svojo prepoznavnost, ker so nas ljudje spoznali v celi Sloveniji glede zaradi teh naravnih nesreč. Letos reševanje v poplavah, lansko leto gašenje na Krasu. Ni bilo samo gašenje, bilo je tudi z helikopterjem, z Eurocopterjem, ki ima kamero. Smo recimo gledali, če smo bili skozi nad drugimi helikopterji, nad požariščem in smo gledali, recimo, če kje tli, ker se požare, tista temperatura, ki predno bi zagoreli, se sploh še ni videlo s prostimi očmi, mi smo pa s kamero lahko videli, razporejali, z nami je letel tudi gasilci, razporejal ekipe, kam se morajo preusmeriti, recimo, to je iz zadnjih 2 let drugače, pa naše običajno delo je pa, seveda, ker smo letalska policijska, je naše delo policijsko, razne iskalne akcije, se pravi iskanje pogrešanih ljudi v kakšna policijsko delo, se pravi, če kakšni ropi, potem so to nadzor prometa, izravnalni ukrepi, se pravi delo ob meji, čist policijska delo s drugimi enotami policije. Potem so pa še naše humanitarne naloge, je pa trenutno gorsko reševanje, si delimo z vojsko. Delali smo pa tudi že v prejšnjih letih nujno medicinsko pomoč, prevoze dojenčkov v inkubatorjih, premestitve iz bolnice v bolnice, tako da je zelo širok spekter. Ne samo policijski, niti ne samo humanitarni, glede zaradi tega je to delo tako zanimivo, ker en dan si v enem, drug dan si v drugem. Vsak dan nekaj novega. Ni toliko novega, novi so ljudje, nove so lokacije, kam gremo, delo se pač so takšne, ne? Ampak ja, vsak je pa nek drugače, še ni po nekem urniku, po neki ruti stalno isti. Zdaj, marsikdo, oziroma večina ljudi ve, kakšen je občutek, ko se vozimo z avtom, pa recimo z vlakom, pa avtobusom. Marsikomu je tudi poznan občutek pri vzletu letala, kako je pa to v helikopterju, zdaj, če primerjamo recimo ta prevozna sredstva. Torej, kakšen je občutek, ko helikopter vzleta, ko pristane, kakšen je občutek v zraku? Dobro, zdaj občutek. Jaz helikopter jemljem, sicer zelo rada letim, tudi helikopter mi je tudi moja želja bila od začetka v bistvu moje kariere pa to. Helikopter je delovni stroj. Dober občutek pri helikopterju je to, ker lahko se ustaviš v zraku, ker lahko zalebdiš in na ta način pomagaš. To je nek poseben občutek, ki ga recimo z letalom nimaš. Samo udobje, občutek letenja je v letalu dosti bolj miren, tukaj je vse in bolj glasno in se bolj trese, ampak je glih čar tega, ker se lahko ustaviš, ker lahko pomagaš, si lahko na miru, lahko si nižje, recimo tudi v kakšnih, za kakšno iskanje se včasih moramo zelo nizko spustiti, kar se spet z letalom ne moreš, pri letalu moraš ohranjati tisto hitrost, tukaj si lahko počasen, tako da je ta razlika, in jaz bi pač rekla, da je super občutek, ampak vsak ima svoje oči, je pa to res za delati
z letalom ne moreš te stvari. Si pa hitrejši z letalom iz enega letališča na drug, kot pa s helikopterjem, ne? Tako da so plusi pa minusi. Vi ste pa že od nekdaj torej vedeli, da helikopter bo vaše sredstvo? Čisto od nekdaj moja bila to pravzaprav otroška želja, da bi letela. Mogoče je bilo glih pač iz kraja, ki prihajam se novega, je bilo pač prisotnost letal več v zraku iz Cerkelj, se nekako bolj to si predstavljala, da bom imela bližje službo, no, pa letala, nisem niti toliko poznala še takrat letalske policijske enote tega dela, ker se je let takrat časih bolj na Gorenjsko regijo, recimo reševanje v hribih, ni prisotno pri nas dol, ne, tako da nisem toliko še kot mlajša poznala. Potem, ko sem pa to začela spoznavati, mi je pa vsekakor bilo to delo bližje, glih zaradi reševanj in tudi helikopter zadelati mi je zelo ljub. Zelo zanimive sanje, glede na to, recimo, da ste ženska. Pilotk je malo, vas je morda zdaj se ta trend kaj spreminja v prid ženskam, torej je vse več pilotk ali še vedno dominirajo moški? Vsekakor dominira moški, je težko rečem, zato ker mogoče tudi ni toliko žensk, ki bi jih to veselilo, ko bi bile zainteresirane. Se je pa spremenilo to, da je pač zdaj normalno, če je tudi katera pilotka. Tudi če smo s kolegico Bredo, če skupaj letiva, če so skupaj v posadki, ni to nič več takega, neobičajnega. Je pa pred leti bilo, od začetka, ko sem prišla, ker še ni bilo v letalski policijski enoti nobene pilotke, ja, vsekakor je bilo. Zdaj pa to se bolj sprejema, ampak da bi pa rekla, da jih pa zdaj kar je toliko več, pa ni, zato ker mislim, da niti toliko punc ni, ki bi si to želele. No? In tiste, ki ste delo upravljate dobro? Ja, to bojo drugi povedali, no, glede na to, kar se mi zdi, ja. Morda samo še zaključiva, prej smo že omenili poplave, pa rečeva še morda besedo ali dve o tem. A je za takšno delo oziroma za reševanje ljudi nasploh v takšnih situacijah potrebna kakšna dodatno izobraževanje, usposabljanja? Pa usposabljanje nasploh v letalstvu in vsekakor tudi v naši enoti je tako, da greš postopoma. Začneš z enostavnejšimi nalogami, z nekimi nadzori policijskimi, to reševanje res ponesrečenih, tudi mrtvih, je pa res tista zadnja stopnja, se pravi, da si že ti do tam, da si prišel marsikaj drugega počel. Tudi nisi takoj v vlogi vodje, si recimo najprej kot kopilot, se pravi, nisi ti tisti odgovoren, nisi tisti, ki odločaš. Vsekakor prispeva cela posadka k odločitvam, ampak je ponovadi vodja tisti, ki reče, a ne, se da narediti, boš, a lahko vreme. Tako da greš skozi to stopnjo, da prideš do vodje, si na tak način, da si zraven bil udeležen pri odločitvih, ni bila tvoja zadnja, videl veliko stvari in šele potem lahko to in se že do takrat to naučiš. Je pa vsekakor vsaka tudi odločitev sploh taka v nekih naravnih nesrečah, ker je veliko ljudi, ker vidiš, da vsi rabijo pomoč, tista odločitev, ja, vsekakor vsako odločitvijo se moraš posebej srečati, ni kar nek avtomatizem pa to, ampak si naučen do takrat. Torej učenje na izkušnjah. Tako, tako. Ok, najlepša hvala za tale kratek pogovor. Hvala.